No, še za tiste, ki boste gledali posnetek, dober večer. Danes bomo govorili o zdravju, o pomanjkanju hranil in predvsem, kako telo sporoča vse to. Predvsem bom pa odgovarjala na dve ključni vprašanji, ki sem jih dobila zdaj v teh dneh. Kako si pomagati? Eno je pri holesterolu, kaj točno rabiš, katera prehranska dopolnila. In drugo vprašanje pa je, kdaj priporočati trojček, se pravi, to je trojček za imunski sistem in vam bom majčkeno več o tem razložila, sploh pa kdaj ga uporabljati, kdaj telo pač potrebuje večje količine tega, tako da v glavnem to bomo zdaj vse danes predelali. Takole. No, da zdaj pogledamo, se pravi, to je znanje iz teh 5 knjig, ko imamo žur v življenju na splošno. Ampak največ tega, kar se bom danes držala, je opisanega, ko imajo hormoni žur, pa ko imajo duše žur. Ker v bistvu v modrem poglavju, v dušah, za vse tiste, ki imate knjige, si boste najlažje pogledali v modrem poglavju, je razpredelnica in ko so določeni problemi zdravstveni, tam imate zraven še čaj napisan, pa še pozitivne afirmacije, pa podzavestni vzroki, zakaj sploh pride do pomanjkanja hranil oziroma čustveni vzrok. Se pravi, telo nam ves čas sporoča, ves čas govori z nami in to večkrat ponavljam, ampak to so tako osnovne zadeve, kar mislim, da bi jih vsak mogel znati na pamet, kako telo sporoča pomanjkanje. Recimo, če se vam guba koža, če jaz zdaj zase gledam, jaz sem dama v 55. letu mladosti. Se pravi, dame v 55. letu mladosti ponavadi pač se jim že kakšna guba zariše na obraz. Zdaj jaz ne govorim, da nimam gub, ker jih imam, ampak dejstvo je, da jih imam veliko manj kot povprečna ženska moje starosti. Zakaj? Zaradi tega, ker sem res 1000% v to, da če telo dobi vsak dan 1000 mg C-vitamina, če uporabljaš E-vitamin, silicij in tukaj bi dodala tudi še D-vitamin, v tem primeru in če imaš dovolj beljakovin, dejansko v tem primeru se zgodi, da tvoje telo lahko tvori kolagen in tudi ta kolagen drži skupaj. Potem se bomo pol pogledali še prehransko piramido, ampak mi moramo razumeti, da telo ves čas komunicira z nami in v osnovi smo glede tega pač nepismeni. Recimo, kdor ima suho kožo, pomanjkanje B-vitamina, in tako suha koža kot gube imajo pa skupni imenovalec na čustveni ravni in to je kronična žalost. Žalost, tudi kronična žalost, potlačena jeza, ki suši notranjo sluznico, se pravi potlačen ogenj v tebi noter, ki tli, in ta ogenj suši tvojo sluznico, kožo, v glavnem in vse to se potem izraža na tem, da se na zunaj pač pozna, ker ta tihi stres na celični ravni, kuri B-vitamin, kuri beljakovine, pač dejansko porablja vse, kar bi bilo dobro za obnovo. Razpokani ustni kotički, hudo pomanjkanje B-vitamina, takrat telo že kriči. No, vam bom zraven še govorila, kaj bi bilo treba v tem primeru dodati. Recimo izmed naših prehranskih dopolnil Neolife, ne vam takoj na začetku povem, jaz se s podjetjem Neolife ukvarjam zdaj že od leta 1993, se pravi bo februarja leta 1995, se pravi čez 2 meseca v bistvu, čez 2 meseca bo 32 let, odkar sodelujem s podjetjem Neolife. Podjetje Neolife je v Ameriki bilo ustanovljeno leta 1958, se pravi, je to tradicija, ki traja in tisto, česar se drži naš znanstveno-svetovalni odbor, je to, temeljimo na naravi, ampak podprto z danostjo. In eno stvar moramo razumeti, da prehranska dopolnila, ki jih kupujete v Sloveniji, je zakonodaja in nasplošno tudi v Evropski skupnosti, da če določeno prehransko dopolnilo vsebuje 4% naravnih sestavin, ga že lahko oglašujejo kot naravno prehransko dopolnilo. Dajte pomisliti,
4% naravnih sestavin je že gor napisano naravno. Razlika Neolife prehranska dopolnila so 100% naravna prehranska dopolnila to so koncentrati hrane. In jaz sem res prepričana, da so to izdelki, ki delujejo. Ne nazadnje, tudi sama imam neverjetne rezultate, kar se tiče mojega zdravja, osebnega zdravja, ker sem bila kot otrok vedno slabokrvna. V bistvu jaz ne polnim pred Neolifeom, ker res sem imela 22 let, ko sem začela s tem podjetjem, jaz sem bila vedno slabokrvna. Ne polnim, kdaj nisem bila slabokrvna. In jedla sem neke konjske tablete in vem, da sem po tistih tabletah, železovih tabletah, bruhala. Pač nobena stvar mi ni pomagala, da bi se moja kri izboljšala. Jedla sem pa samo železove tablete. In zdaj točno vem, zakaj se moja kri ni izboljšala, ker za dobro kri potrebuješ ne samo železo, ampak potrebuješ C-vitamin, potrebuješ bakar in potrebuješ B12 vitamin. In če tega ni v istem skupaj, v istem obroku, v isti kombinaciji, ni vezave. In ko sem jaz začela uporabljati Formulo 4, vam povem, jaz v 3 tednih sem izrihtala kri. Pač to je nekaj neverjetnega. Ne veste, koliko strank imam na podlagi moje osebne izkušnje, ker leta in leta hodijo po železove tablete, železove kapsule in nič ne pomaga. Na podlagi Formula 4 tukaj zadaj pomaga v 3 tednih. Ja, pa človek reče, a pa to zdaj moram jaz doživljenjsko. Ja, ne vem, poskus najdeti kombinacijo, da boš v istem obroku pač zaužiješ železo, C-vitamin, bakar, pa B12, se pravi rdeč konjski zrezek recimo, pa bakar s fižolovo, ne vem, fižol je vir bakra, verjetno še kje, ampak razmišljam, kako bi zdaj sestavili to skupaj. Aha, mogoče mehiške tortilje z rdečim mesom. No, zdaj pa pošteno poglejte, kdaj pa vi jeste mehiške tortilje z rdečim mesom, kjer imate noter rdeč fižol, rumen bel fižol, zelen fižol, papriko, kjer imate noter rdeče meso. Pač načeloma to jemo, jaz vam zase govorim, enkrat na pol leta recimo. Pa še to rdeče meso ga skoraj ne jem, ampak uporabljam po večini piščanca ali ribe. Daram, enostavno ni te kombinacije. In če ni te kombinacije s hrano, ostajamo celično lačni in ko smo celično lačni, naše telo nam začne sporočati. In potem sporoča, recimo, imaš težave s kožo, B-vitamin ti manjka, vnetje na celični ravni, česen zajezi, vnetje, ampak ključno pomanjkanje D-vitamina. Kdor ima kakršnekoli težave s kožo, je pomanjkanje D-vitamina. Tudi tukaj naprej imam recimo vitilijo, se pravi, to so tiste lise na koži, kjer ni pigmenta. V glavnem, kdor ima te težave, pomeni, da mu v osnovi manjka najbolj izmed vsega D-vitamina. Najbolj izmed vsega, ampak obvezno pa zraven še karotenoide, flavonoide in križnice. No, in eno vprašanje, ki sem ga dobila ta teden je, kdaj priporočati nekomu kombinacijo karotenoidov, flavonoidov, dobro, sem napisala pesa, ne? Dobro, se pravi, to so flavonoidi in kruciferus. Moja disleksija res deluje, poglej. Mogoče se že smejete, ker pogledajte, črna redkev je nastala kaj? Čredna redkev. Ojoj. V glavnem, meni zaplešejo pred očmi črke in meni deluje vse dobro. Se pravi, to so križnice Cruciferus plus. V tem primeru uporabljamo to troje, ampak prva stvar, D-vitamin. Pejmo naprej. Če imate kakršnekoli težave z nohti, vam manjka v osnovi D-vitamin, poleg tega vam pa manjka še cink, vam manjkajo beljakovine,
vam manjka kalcij, magnezij, jod, železo, silicij, vitamin A, jod, magnezij. Glejte, telo ves čas sporoča, manjka ti nekaj, daj mi nekaj, nujno rabim. In mi smo nepismeni in dejansko sploh ne razumemo, da naše telo potrebuje vse te zadeve. No, in današnje vprašanje je bilo, kaj pomaga pri slabem holesterolu? Poglejte, prva zadeva, to je pomanjkanje B3 vitamina, B8 vitamina in B12 vitamina. Prvo to. Ampak holesterol je tudi pomanjkanje C vitamina in je vnetje na celični ravni in naslednja zadeva, pomanjkanje vlaknin, da se ne morejo jetra čistiti. Se pravi, v tem primeru nekdo, ki ima težave s holesterolom, zdaj za vse tiste, ki si pišete, pomaga Provitality Plus, ker imate noter B3, B8 pa B12, imate omega 3 noter, dodate pa še česen, pa še C vitamin zraven. In je to to. Tako. In se na naraven način lahko rešite vnetnih procesov v vašem telesu. In če vi razumete, da je holesterol, slab holesterol vnetje na žilni ravni, pomeni, da rabite pogasiti vnetje. In kakor je vnetje, vi rabite B vitamin in rabite omega 3, tudi D vitamin. No in zdaj, če pogledamo, kje dobimo s hrano vitamin B3, ribe, jajca, avokado in predvsem pomaga zmanjševati količino holesterola in trigliceridov v telesu. Potem vitamin B8, holin, tega drugače dobimo v jajcih pa v gobah. Se pravi, ta preprečuje, da holesterol emulgira in ker se ta pač, ne, oziroma, da ne postane trd holesterol. Se pravi, B8 vitamin deluje na to, da je ta holesterol, to je maščoba v krvi, bolj tekoč, bolj pretočen in da se ne nalaga na stene ožilja, predvsem pa niti na želodcu ne. In vitamin B12 vpliva na vezavo vitamina B8 in na vse ostale B vitamine. In če imate pomanjkanje vitamina B12, se vitamin B8 ne veže, niti vitamin B3. No, tako da, zdaj, če razumemo, kdor ima slab holesterol, potrebuje Provitality Plus, potrebuje vlaknine, fiber in obvezno dodati še C vitamin. A sem prej rekla, pa česnove tablete. Zdaj, zakaj ta česen je tako pomemben? Pejmo zdaj mečken naprej, pa se bomo potem mečken vrnili tole nazaj. Ampak zakaj je česen sploh pri holesterolu tako zelo pomemben? Česen in vse rastline iz družine čebulnic, se pravi, sem spada tudi por, čebula, drobnjak, ne nazadnje, vsebujejo snov selen, se pravi, to je mineral, poleg tega pa vsebujejo snov sulforafan. To je v bistvu žveplova spojina in ta žveplova spojina razstruplja telo, veže vse kisline v našem telesu, deluje na celični ravni, tako da lovi vse škodljive zadeve. Ravno tako to snov sulforafan vsebujejo križnice, se pravi brokoli, cvetača, zelje, repa, koleraba, se pravi spet vsebuje selen, ki je nujno potreben za razstrupljanje, nujno potreben za vezavo vseh ostalih mineralov in vsebujejo tudi ogromno silicija. Tako da v bistvu ljudje, ki imajo težave, na križnice se bom večkrat vrnila, direktno na holesterol križnice ne delujejo, da se razumemo. Nekdo, ki ima povišan slab holesterol, da bo jedel vsak dan brokoli, ne bo deloval. Pač ne deluje na to. Brokoli deluje proti bakteriji v želodcu, deluje na hormonsko stanje, vsebuje E-vitamin. E-vitamin je potreben za prekrvavitev, dovaja kisik v možgane, prekrvavi drobne kapilare, ampak direktno ne deluje na to, da bi se zmanjšal holesterol. Medtem ko ta slab holesterol in povišani trigliceridi v krvi, v tem primeru pa česen absolutno pomaga. In česen splošno niža tlak. Tako da, kaj v tem primeru narediti? Nekdo, ki ima že tablete za znižanje krvnega tlaka, v tem primeru
ne jemljete velikih količin, ampak na dan vzamete 1 do 2 tabletki česna, zaradi tega, ker če boste vzeli velike količine, če boste jemali večje količine česnovih tablet, vam lahko preveč pade pritisk. Tako da vsako stvar je po pameti treba, 1 do 2, tako kot piše v navodilih, pa lahko vzamete kot prehransko dopolnilo in v glavnem niža količino slabega holesterola in slabe te trigliceride v krvnem sistemu. Preprečuje zlepljanje krvnih ploščic, pomaga pri obnovi hrustanca, deluje kot sredstvo proti apnenju žil, preprečuje nastanek krvnih strdkov, zavira nastanek prostih radikalov, se pravi ohranja mladost in vitalnost in deluje protivnetno. Smo že govorili v kakšnem od tem prejšnjih predavanj o osnovi homocistein, se pravi, to je beljakovina, ki se tvori v našem telesu in če imamo pomanjkanje B-vitaminov, predvsem B-vitaminov, se v bistvu tvori preveč tiste slabe aminokisline, homocistein, in v glavnem to povzroča vnetje na celični ravni. In mi, če želimo, da bojo pa stvari delovale, seveda potrebujemo B-vitamine, to je prva zadeva, ampak drugo zadevo potrebujemo česen. Česen uporabljamo vedno, ko je kakršnokoli vnetje v telesu, takrat, ko pride recimo, kot ste zadnjič slišali v torek, ko sem imela tle gor vse zabasan, takrat jemljem na 3 ure po 3 česne in 3 C-vitamine. Na 3 ure po 3, velika doza česna, vam povem, to je božanska zadeva. To je edina stvar, kar sem jaz ugotovila, česnove tablete proti koroni. Tudi takrat, ko sem jo dobila par let nazaj, moja korona je trajala točno 1 dan. Mička me je glava bolela in je bilo konec moje korone. Tako da v glavnem, česen vedno, ko je vnetje, ne morete mimo dati in jaz imam to doma kot domačo lekarno, se pravi, ni da kar porabim pol celo škatlico, ampak takrat, ko rabim, jemljem to kampanjsko. Zdaj, druga stvar pa je, če bi pa imela jaz holesterol, bi pa jedla česnove tablete, dokler moj holesterol ni na normali. Če bi imela povišane trigliceride, bi jedla česnove tablete toliko časa, da so moji trigliceridi na normali. No, v glavnem, česen je res ključnega pomena, zdaj pa pojdimo nazaj na pomanjkanje, kje smo ostali. Tukaj le pri srcu in ožilju, visok krvni tlak. Se pravi, kdor ima visok krvni tlak, mu pa manjka vitamina B8, holin. Holin moramo razumeti, da ga dobimo drugače samo v jajcih. No, zdaj pa pomislimo eno od navzkrižij, ki se je zgodila v zadnjih letih, če ste poslušali priporočila. Vsak, ki je imel povišan holesterol ali pa povišan krvni tlak, zdravniki so svetovali uživanje jajc. A to drži? Drži, a ne da? In zanimivo, da prav v jajcih dobimo holin, to je vitamin B8, ki je ključen za to, da holesterol ostaja tekoč in da se ne nalepi na stene žil. Zdaj se pa človek vpraša, te, ki dajejo ven te raziskave pa priporočila, a jim je res tak interes, da ostajamo zdravi, ali imajo mogoče kakšne skrite interese zadaj in pač nevešči, neuki ljudje, ki ne pomislijo dvakrat, kaj pa če zadaj neka lažna raziskava, ali pa če je nekdo plačal to raziskavo in potem to pride kot neka splošna resnica ven. Se pravi, kdo stoji za tem? Zato vsako stvar, tudi to, kar jaz govorim, meni ni treba verjeti. Pač ne verjeti vsega, kar rečem. Pojdite preveriti v knjige, pojdite brati, preverjajte za mano, ker na koncu koncev, pač meni ni interes, na koncu koncev, glejte, jaz če prodam moj vitamin B8 ali pa ga ne prodam, meni je vse glih. Vitamin B8 imamo mi samo v Vitaskverju, nikjer drugi. Mi vitamina B8 nimamo ne v Provitality, ampak ne, počakajte, moram preveriti, Provitality, ta zelena škatlica, ki smo jo nazadnje dobili, samo mečkam, da preverim vitamin niacin, B1 folna, B12, biotin, pantotenska, ne. Ni holina noter. Holin se nahaja samo v Vitaskverju, Vitaskverje so pa bombončki za otroke.
Poleg tega pa potrebujemo vse multivitamine za visok krvni tlak, predvsem tudi E-vitamin, pa potrebujemo vsaj še 500 mg kalcija in 250 mg magnezija trikrat na dan in ena kapsula česna na dan oziroma ena tabletka česna na dan. Kje sem pobrala te informacije? Pač ne mislim, da sem zdaj to pametna je sama. To piše v knjigi Vitaminska Biblija za novo tisočletje. Od tam ven sem prepisala, ker tam pa noter pišejo direktno, kot ne smem uporabljati besedo receptura, ampak dejansko direktno priporočila, koliko bi mogli uporabljati določenih hranil za izboljšanje določene bolezni. No, tako da v tem primeru, zdaj, če pogledam izmed mojih vitaminov oziroma Neolife vitaminov, vzamete Vitasquare, potem pa vzamete še Provitality Plus, ker je noter tudi že E-vitamin, poleg tega pa vzamete še kalcij pa magnezij, kalcija vzamete 3, dovolj bo 3 zjutraj pa 3 zvečer in eno tabletko česna. Iz mojih izkušenj vam povem, ko ima nekdo visok krvni tlak, jaz jim dam preprosto kombinacijo. Recimo Provitality Plus, ker ima noter B-vitamine, pol jim pa dodam zraven česnove tablete, omega pa C-vitamin. Vedno dajem to kombinacijo, če je holesterol, če je pritisk, če so trigliceridi. In vam povem, vedno deluje. Vedno deluje. No, potem pa gremo naprej, kaj se zgodi, če imate želodčne in črevesne težave. Kaj vam manjka v telesu? Se pravi, kdor ima vnetje v želodcu, gastritis, želodčni čir, vnetje želodčnika, prebavne motnje. Se pravi, v osnovi takemu človeku močno manjka B-vitaminov, to je prva zadeva. Poleg tega mu manjka C-vitamin in manjka mu tudi klor. Zdaj bi pa človek rekel, pa saj klor dobimo tako z vodo, a ne? Ker klor je tako klorirana voda. Ampak v bistvu zgleda, da ta dober klor, ki ga pa vseeno potrebujemo za vezav ostalih vitaminov, sem večkrat da pogledam Provitality Plus, po moje bi prej rekla tukaj klor. Iz mojih izkušenj bom dala klor stran, zaradi tega, ker to ni nekaj, kar bi jaz dala ljudem takrat, ko imajo težave z vnetjem, ampak bi dala naslednjo kombinacijo. Poglejte, kdor ima kakršnokoli vnetje v črevesju, mu bi dala karotenoid, mu bi dala kompleks B-vitaminov in mineralov in probiotike po vsakem obroku. Se pravi, čisto preprosto, daš Provitality Plus in daš Acidophilus, pa dobro bi bilo dati še zraven fiber tabletke. Zaradi tega, ker pač fiber tabletke so noter prebiotiki, prebiotiki pa vplivajo na to, da se dobre bakterije razmnožujejo, to je hrana za dobre bakterije. Ali pa zdaj naprej, če pogledamo, recimo oči, znaki pomanjkanja vitaminov, takrat, ko imamo težave z nočno slepoto, neprilagodljivost očesa na temo, krvave oči, vnetja oči, pekoče oči, ječmenček, prekrokane oči. Kaj v tem primeru potrebujemo? Potrebujemo večjo količino A-vitamina, zaradi tega, ker A-vitamin pač obnavlja sluznico in seveda, velike količine A-vitamina so lahko obremenjujoče za jetra. Vi vzamete predstopno A-vitamina, to je karotenoid kompleks. Karotenoid kompleks, se pravi, to so rumena, oranžna in rdeča barvila iz zelenjave. To je tisto, kar je pomembno. Poleg tega pa vitamin B2, ki ga dobimo v mleku, pa v jetrih, siru, ribe, jajca. Kolikrat jemo jetrca, po moje premagati. V glavnem, zdaj, če pogledamo, kaj bi jaz dala izmed prehranskih dopolnil, bi dala čisto preprosto. Karotenoid 3 na dan, pa bi dala flavonoide 2 na dan, pa bi dala še C-vitamin 3 na dan, pa omega 3 na dan, pa recimo Formulo 4 ali Provitality Plus, v bistvu eno vrečkico bilo zadosti. V glavnem, preprosto, ne vam povem prav za oči, kako zanimivo. Koliko primerov imam, ko so ljudje imeli, no recimo tudi moj primer, očesni pritisk.
Jaz sem imela kot 25-letna gospa, takrat sem bila že poročena, se pravi, pri 25 letih sem imela očesni pritisk. Mene so tako oči bolele, od odzadaj sem imela bolečino, da sem na skrivaj jedla sredstva proti bolečini, ker me enostavno, jaz sem imela nenormalne glavobole tukaj za očmi, pač neverjetno. V glavnem takrat se mi je poslabšal vid in sem začela uporabljati karotenoid in omego-3. In ta kombinacija se je izkazala, da je odlična za vid, ker jaz očesnega pritiska nimam več. Druga zadeva, slabša se mi vid ne, jaz v bistvu ne rabim očal, razen za vožnjo. Ali pa recimo za v kino tudi rabim očala, da vidim podnapise, ampak drugače pa ne uporabljam očal. Jih ne potrebujem. Tudi če vozim, tudi lahko brez očal. Ampak vseeno, sploh takrat, ko se mrači, ko je recimo tako kot danes, ko prši iz megle ven, v tem primeru mi očala prav pridejo. Ampak vam povem, zame karotenoid in omega sta zakon, ki dejansko pomagata. Pač, da ne boste premišljevali, kaj vse je treba, to je vse tukaj noter v Provitality Plus. No, ali pa recimo, če pogledamo, kaj narediti v tem primeru, če vam nagajajo hormoni. Recimo, menopavzni valovi vročine, pomanjkanje E-vitamina, vitamina B6 in cinka. Se pravi, E-vitamin vzamete posebej, čakajte, vam bom pokazala, zdaj pa pojdimo pogledati prav E-vitamin. E-vitamin je, a ne, to je C-vitamin. E-vitamin v tem mesecu, vsak, ki se včlani, se pravi, ki postane del moje skupine, in naroči približno za 150 evrov izdelkov, dobi za darilo še E-vitamin. Se pravi, to je za povrhu. Zdaj pa, zakaj je E-vitamin tako zelo pomemben? Zato, ker pospešuje prekrvavitev, ker širi in krepi kapilare, deluje na prožnost tkiv, se pravi, ne govorim samo srce, žile pa koža, ampak na splošno obnavlja tkiva, deluje na to, na kožo. Recimo dame, če imate občutek, da vaša koža pač postaja neprožna, enostavno pregriznete kapsulo in jo namažete na roke, na vrat, na lica. Neverjetno pomaga. Potem pomaga pri bronhitisu, astmi, pomaga pri bolečih menstruacijah. No, boleče menstruacije, E-vitamin pa D-vitamin, ta kombinacija skupaj. In D-vitamina je treba 10.000 enot, mednarodnih enot vzeti, se pravi, našega je treba vzeti 3-krat na dan po 6. Vse par dni toliko, da se napolnijo zaloge D-vitamina. E-vitamin je zadosti, da vzamete 2, pa še eno stvar, ne pretiravati z E-vitaminom, ker E-vitamin je vseeno omega-6 maščobna kislina, vi vedno poleg E-vitamina potrebujete še omega-3, zaradi tega, da sta omega-3 in omega-6 maščobni kislini v ravnovesju. Potem pomaga pri odpravi mozoljev, pomaga pri težavah v meni, ampak res pomaga. Dejansko ženske, ki imajo te oblive vročine v meni, z E-vitaminom res imam veliko primerov. No, naj vam povem, da recimo jaz, ko sem padla v meno, sem dejansko preizkušala na sebi, kaj bi meni pomagalo z menopavznimi oblivi in sem prišla do zaključka, da v osnovi nimam probleme z menopavznimi oblivi, ampak da sem postala tako občutljiva na energije, da občutim, ko se sprosti nek val energije, da gre skozi mene, kot nek prevodnik. V bistvu sem postala tako občutljiva na energije, recimo kot jaz gledam mačka, ker mačka zazna spremembo toplote, zazna čisto vsake zadeve. Pač občutim energije in tudi zdajle, ko govorim o teh menopavznih oblivih, nekaj se je zdajle sprostilo in mogoče zdajle nekoga postaja strah. Pač Minka govori o teh vitaminih, jaz bi mogel jesti vse. Ne, ni treba vse. Glejte, vzamete Provitality Plus, kjer imate vse noter in mogoče dodate zraven še E-vitamin, recimo.
Imate zadost, ne rabite nič drugega, eno malenkost. Potem vpliva na moško spolno moč, E-vitamin, ker povečuje prekrvavitev, sploh E-vitamin v kombinaciji z aminokislinami. In samo mečkam, da vzamem knjigo, ko imajo moški hormoni žor, samo trenutek. No, kam se je dala, tukaj imam knjige zložene. In. Če pogledamo, da prav ta kombinacija aminokislin, čakajte, vam bom povedala točno, katera je za moško arginin. Se pravi, za moško spolno moč E-vitamin je mogoče dobra ideja za božiček, za božička, ker enostavno date vašemu moškemu, če ima težave mogoče, mu date E-vitamin pa šejk, glejte, to je tole. In kaj se zgodi? Poglejte, E-vitamin poveča moško spolno moč, ker povečuje prekrvavitev. Noter v šejku je pa aminokislina arginin in v glavnem ta arginin, aminokislina, ki jo drugače s hrano lahko dobite, italijanski trdi sir, grana padano, losos, ribe, puranje meso, ampak včasih mi te hrane ne moramo razgraditi na manjše delce in pride do tega, da smo v bistvu celično lačni. No, v glavnem, šejk ima noter to aminokislino arginin in ta dejansko deluje na spolno moško moč in utrjuje erekcijo. No, tako da, kako deluje to na ženske? Vpliva na tvorbo rastnega hormona. To ne pomeni, da bo ženska nekam postala trda, ker ne bo, ampak ker tvori rastli hormon vpliva na nivo estrogena, estrogen pa potem vpliva na to, se sama sebi smejim. Ne želim biti nagajiva, ampak okej, v glavnem, deluje na to, da ženska pridobiva estrogen in da se njeni hormoni spravijo v ravnovesje. Tako da v glavnem deluje na dobro počutje, pomaga pri ženski in moški plodnosti, ob redni uporabi postanejo nohti bolj čvrsti, se pravi pri E-vitaminu, in deluje proti bolečinam v mišicah. In ko pa damo skupaj kombinaciji z šejkom, kjer so noter vse aminokisline, pa se na podlagi tega tvorijo hormoni, ki vplivajo tako na ženske kot na moške. No, v glavnem, zdaj pa, če se vrnemo nazaj zdaj pa, kar bi danes rada razložila, je znanje o trojčku. Zdaj pa, kaj je ta trojček? Trojček, čakajte, vam bom še tle razložila. Se pravi, trojček imamo pa nekaj, kar je za imunski sistem. Tole želim razložiti. Se pravi, trojček mi rečemo trem različnim prehranskim dopolnilom, ki so kombinacija rdečih, vijoličnih in zelenih barvil. Se pravi, rdeča barvila, to so karotenoidne snovi in delujejo na maščobni del naše celice. Vijolični del sadja, zelenjave, kot so recimo grozdje, brusnice, robidnice, bezeg, to deluje na vodni del naše celice, in zelena barvila, ki jih dobimo v brokoliju, cvetači, zelju, repi, pa delujejo na celično jedro in tudi na DNK in popravljajo celo škodo na DNK. Ena raziskava je pokazala, kje sem to pobrala ta teden? Nekje sem pobrala ta teden informacijo, da cepiva poškodujejo genski zapis. No, pa se verjetno to ni neka strašna znanost, vsi vemo. In dejstvo je, da zelena barvila iz križnic, se pravi brokoli, cvetača, zelje, repa, koleraba, vse to deluje na popravilo DNK, ker vleče ven strupe, ker ta popačen DNK zapis nikomur ne koristi. No, in zdaj, če pogledamo, ti antioksidanti, zaščitne snovi spodbujajo naravno odpornost, ohranjajo zdrave oči, ohranjajo zdravje srca, delujejo protivnetno, povečujejo prekrvavitev in delujejo razstrupljevalno. No, in zdaj, če pogledamo vsakega posebej, oziroma danes bi se rada dotaknila predvsem karotenoidov in kruciferus, flavonoidi so vijolična barvila,
Zdaj, to, kar sem jaz takrat leta nazaj poslušala naše znanstvenike, to so trditve, ki jih sicer ne bi smela javno govoriti, ampak ups, če bo kdo tak slišal, to bom pa zbrisala video. Ampak raziskave so pokazale, da vijolična barvila za 90% upočasnijo rast rakastih celic. Dajte pomisliti. To je naravna zadeva za dvig imunskega sistema proti raku. Naslednje raziskave so pokazale, da rdeča barvila iz korenja, paprike, paradižnika, jagodičja za 40% se zmanjša oksidacija, za 37% se dvigne imunski sistem in za 20% se dvigne naravna obrambna moč proti raku in tumorjem. Razmislite to. Se pravi, koliko bi tega mogli s hrano pojesti? En korenček na dan je premalo. Tisti, ki ste mogoče že brali kakšne ne teorije, recepte za dvigati imunski sistem, je sočenje 1,5 kile korenja na dan, ampak pozor, ker so rdeča barvila topne v maščobi, to je pa ena gospa rekla, ki je prebrala, je rekla vso knjižnico, kar je možno. Če vi uživate samo rdeča barvila, recimo, da imate sokovnik in vsak dan pijete samo stisnjen korenček, brez maščob, ta korenček se ne more pravilno pretvoriti v A vitamin, vpliva na to, da se začne razgrajevati mišična masa. Dajte pomisliti to. Se pravi, če že sočite korenček, v tem primeru mora biti zraven maščoba. Rabite dati eno žličko olivnega olja zraven in potem to popijete. No in seveda, naravne zadeve so dobro, ne pozabiti na ekološke zadeve. No in tukaj je pa karotenoid, ena kapsula karotenoida, notri je vakuum, se pravi, da ta rdeča barvila se ne morejo pokvariti. Poleg tega pa vpliva, mislim, ta rdeča barvila je pa noter tako, kot bi pojedali 1,5 kila korenčka na dan, oziroma izsočili 1,5 kila korenčka. No in tukaj so naslednje raziskave. Karotenoid je, poglejte, 3 do 4 močnejši od vitamina E in vsaj za 50% močnejši od vitamina C. Se pravi, če vzamete C vitamina 200 mg ali pa eno kapsulo karotenoid kompleksa. Tako da karotenoid je najmočnejši antioksidant, kar je možno ga dobiti. Zdaj pa še ena zadeva, pojdimo majčkeno na D vitamin, preden bom šla na križnice. D vitamin je pa zelo pomemben, ker D vitamin, skoraj vedno manjka D vitamin, če imamo težave z nohti, koža, lise po licih, koža, pač recimo, poznate kakšnega mladega človeka? Zadnjič na knjižnem sejmu je prišla ena mlada punca in imela tukaj ta mozolček, pri mozolčku imela na licih. To je hudo pomanjkanje D vitamina. Miomi pri ženskah, razne ciste na dojkah, na maternici, težave s prostato, to je vse pomanjkanje D vitamina. Mi bi rabili vsaj 10.000 mednarodnih enot D vitamina, to so velike količine, in D vitamin, kdor ga ima premalo, ker je to super hormon, se mu ne tvorijo niti ostali hormoni in ima pomanjkanje dobesedno na vseh področjih svojega zdravja. Kaj to pomeni? Da ima težave s kostmi, da ima težave z zobmi, s kožo, z lasmi, da ima vnetja v telesu. In zdaj, če pogledate v knjigo, ko imajo moški hormoni žur na strani 56, recimo, ljudje, ki imajo depresijo, prekomerno telesno težo, pogosta vnetja sklepov in pogoste bolečine v hrbtenici, in manjka vitamin D. Potem, kdor ima slabši vid, kdor ima slabši voh, premalo solzne tekočine, suhe oči, rdeče oči, večerno slepoto, nenadna izguba las, pojav prhljaja, suha srbeča koža, pojav aken, pogosta vnetja sluznic, prehladi, pljučnice,
neplodnosti, slabše izločanje testosterona, povečana nevarnost pljučnega raka, raka prostate, debelega črevesja, pojav osteoporoze, psihične motnje, depresije, pojav različnih bolezni, ki so vezane na imunski sistem, sistemski lupus, luskavica, revmatoidni artritis, težave s srcem, visok pritisk, motnje pozornosti, pomanjkanje D-vitamina. Danes sem prebrala da strokovnjaki v Sloveniji, čeprav niso naklonjeni večjim količinam D-vitamina, vseeno pripravljajo neko kot okrožnico, da bi bilo pametno začeti dodajati D-vitamin. Ja. Glejte, D-vitamin je tako zelo pomemben. Če gledamo, je to najbolj pomemben vitamin izmed vseh. Bolj pomemben od C-vitamina, naslednji za D-vitaminom je pa C-vitamin. Zakaj? Ker kot vidimo, D-vitamin je prisoten povsod. D-vitamin, če sem si prav zapomnila, sodeluje v 3200 genih. Se pravi, brez D-vitamina genska zasnova ne deluje, DNK ne deluje, se ne sprošča pravilna informacija naprej. Naslednji C-vitamin je pa tisti, ki pa spet je nujno potreben. Se pravi, če gledamo izmed vitaminov, sta D-vitamin in C-vitamin ključnega pomena. Sem že razlagala o tem v prejšnjih predavanjih. V glavnem dr. Louis Pauling in njegov naslednik, ni Belove, groza moja disleksija, se pol dobro, da kasneje kaj še vidim, a veste. Dr. Pauling je pogruntal, je v bistvu raziskoval, kako pomemben je C-vitamin. On je osnoval posebne klinike za zdravljenje srca in ožilja na podlagi C-vitamina. In on je rekel, če bi dodali naši prehrani 3200 mg C-vitamina dnevno, jaz pravim že, če bi 1000 mg zraven dodali poleg svoje prehrane, bi lahko našemu življenju dodali 12 do 18 let. In zdaj pomislite, 20-minutni stres porabi 300 mg C-vitamina in ena cigareta porabi 100 mg C-vitamina. In zdaj naslednja zadeva, kar sem pa zdaj poslušala, je pa tako, da krompirček, ocvrt krompirček, ki ga recimo lahko kupite v trgovinah ali oziroma restavracijah z hitro prehrano, nasplošno ocvrt krompirček, ki je ocvrt v fritizah, v pregretem olju, ima zaradi pregretega olja tako oksidativno obremenitev na naše telo kot ena cigareta. In je primerjava en krompirček, ena cigareta. Zdaj pa pomislite, nekdo, ki je nezdravo hrano, pa še zraven kadi, pa se pa človek vpraša, zakaj umirajo ljudje pri dobrih 50 letih. Pač zato, ker majčkeno premalo dajo na svoje zdravje. Ni jim škoda za cigarete, škoda jim je pa dati, ne vem, 30 € na mesec za C-vitamin, recimo. Zato je pa škoda. Zdaj, če pogledamo, C-vitamin nadzoruje več kot 50 000 presnovnih procesov. Nujno ga potrebuje vsaka celica, tako kot D-vitamin. In deluje na prožnost krvnih sten. Se pravi, ljudje, ki imajo neprožne stene, ki jim pokajo krvne stene, ki imajo modrice, jim manjka, v osnovi jim manjka C-vitamin in ne D-vitamin. E-vitamin. E-vitamin je za prožnost. D-vitamin je potreben za trdnost, dobro, tudi prožnost, ampak nekomu, ki pokajo kapilare, potrebuje C-vitamin, pa E-vitamin. Potem odpravlja rdečico na licih, blaži krčne žile, za dobro kri, seveda, kot sem prej rekla, je pomemben za vezavo železa, skupaj z bakrom, B12 vitaminom in železom, pa je tvori kolagen. Kolagen vemo, da je potreben za lepo kožo, ampak samo na podlagi tega, če imamo aminokisline.
ker vemo, da brez aminokislin se pač ne tvori kolagen. Vi, če boste jedli samo vitamin velike količine, vam to ne bo pomagalo. Recimo, če pogledamo samo eno od aminokislin, recimo aminokislina tirozin. Aminokislino tirozin, drugače dobite v hrani sir, soja, govedina, jagnetina, svinjina, ribe, morski sadeži, perutnine, se pravi praktično vse meso in potrebujemo zadostno količino kislosti v želodcu, da se razgradi ta hrana na manjše delce. V glavnem, kdor ima zadostno količino te aminokisline, se tvori kolagen in vpliva na kožo, poleg tega pa deluje tudi na zmanjšanje depresije, slabo prebavo izboljšuje, zaprtost, deluje na bolj čvrste lase, na nohte in ženske, ki jim manjka te aminokisline, imajo izostanek menstruacije. Tako da v glavnem, nujno potrebujemo take zadeve. Recimo, vam povem, kje bi to najlažje dobili to aminokislino, ki je potrebna za kolagen, tirozin. Kitajska hrana. Ja, kitajska hrana, kjer v bistvu jeste surovega lososa, surovo ribo, surovo tuno in ker je riž ohlajen, postane škrob neprebavljiv in ponavadi je na sredini noter majčkeno popečen korenček, nekaj zelenjave, ovito v algo in vedno je zraven še hren, kitajski hren, a se reče kitajski, a je japonski hren, wasabi. Moje mačke delata hrup. V glavnem, in točno kitajska hrana vsebuje točno to aminokislino, ki je potrebna za tvorjenje kolagena. No in zdaj, če gremo majčkeno na hren, japonski hren wasabi je nujno potreben za dihalne poti in mi imamo sicer prehransko dopolnilo RESP-X, ki pa je narejen točno iz hrena, se pravi je iz tega japonskega hrena in tudi iz našega hrena in odpira dihalne poti. No, zdaj pa, če pogledam, Silva sprašuje, kaj vzamemo pri krčnih žilah. Pri krčnih žilah potrebujemo E-vitamin za prekrvavitev in za čvrstost sten, žilnih sten, C-vitamin, ravno tako. Poleg tega potrebujemo še omego pa česen. Najboljše bi bilo dati Pro-Vitality še zraven, pa še česnove tablete. Krčne žile ob daljšem jemanju take kombinacije stene se začnejo jačati in tudi vpliva na to, da se potem zmanjšajo krčne žile. Na splošno Alžbel pa sprašuje, kaj je pametno jemati za odpornost. No, gledajte, zdaj recimo tale je zdaj že za gasiti, RESP-X. To je zadnje prehransko dopolnilo, ki smo ga dobili. Ta je takrat, ko že gasimo vnetje, ko že imamo že težave z dihali, oziroma nekdo, ki je podvržen temu, bi jaz svetovala čez zimske mesece in v času pomladnih alergij, da uporablja kar eno tabletko na dan. Glejte, noter jih je 90, se pravi je to za 90 dni. Ni treba veliko, ampak če se pa prehladimo, takrat jo pa lahko tudi ližemo, grozen peče, ti res odpre dihalne poti. Tudi zvečer lahko vzamete par teh tabletk in jih pogoltnete, ampak če bi vzel eno, sploh ne zboliš, ker dviga imunski sistem. Na splošno za imunski sistem, za vsak dan, vzemite C-vitamin, kar se močno dvigne imunski sistem, imejte doma v marci pač česnove tablete, pač čistko. In če vsi okrog vas čihajo, pač vzemite eno česnovo tableto in se vas nič ne bo prijel. Glejte, pri nas so pol otroci prinesli korono domov, 2-krat ali pa 3-krat po moje v času, takrat, ko je bila korona. Mene se tudi dotaknila ni. Enostavno, imunski sistem je bil močan, problem rešen. No in na splošno za imunski sistem, glejte, D-vitamin, kakorkoli novejše raziskave kažejo, da brez D-vitamina, kar pomislite, a dobivamo
načeloma angine poleti ne dobivamo, je to tako. Pa prehladnih obolenj poleti nimamo, zato ker smo več na soncu in D-vitamin je nujno potreben za imunski sistem in za zdravje sluznic. In ko nam ga manjka, smo dovzetni za vnetja. Zdaj ena stvar, kar je pomemben, glejte, odvisno, koliko visok je imunski sistem. Nekdo, ki ima močan imunski sistem, recimo tako zdaj jaz zase gledam, jaz vsak dan vzamem kakšen C-vitamin, vsak dan vzamem kakšen D-vitamin, vsak dan vzamem recimo to kombinacijo Pro-Vitality Plus. Ampak nobenih velikih doz, pač vsak dan vzamem tako kakšnega, iz vsake škatlico po eno, dve. Nekdo, ki ima pa že opustošen imunski sistem, se pravi, treba najprej dvigati imunski sistem na nek nivo, takrat jemlje par dni večje količine, da okrepi imunski sistem, se pravi, takrat gre na večje količine D-vitamina, gre na večje količine C-vitamina, tudi na 3 ure po 3 C-vitamina lahko, pa na 3 ure po 3 česne, takrat, ko je pač treba gasiti, pa potem pomembno je, da samo vzdržuješ. No, za vzdrževanje je pa potem pametno, da začnete uporabljati lahko samo Pro-Vitality Plus, imate karotenoid noter, a veste, imate noter B-vitamine, imate noter vse E-vitamin, pač dejansko imate noter vse v Pro-Vitality Plusu, kar potrebujete za nasplošno dvig imunskega sistema. Tako da jaz bi recimo tako, nekdo, ki rabi pogasiti, ne vzame česen, C-vitamin, pa takrat večje doze, pa D-vitamin večje doze, potem pa za ohranjanje zadost sam Pro-Vitality Plus. Pač ni treba niti velike količine, ker to primerjam imunski sistem tako kot z avionoma, ne? Ker če si predstavljate, da avion, letalo, da vzleti, potrebuje več goriva, ne? Da pride iz te nič hitrosti na to hitrost, da se dvigne. In ko se dviga, še ogromno potrebuje energijo, ampak ko doseže neko raven, neko višino, potem samo še vzdržuje. In to pomeni, da ko mi ukrepimo imunski sistem, mi ne rabimo nobenih velikih doz, nobenih takih ubijalskih doz, ampak samo vzdržujemo. No, še ena stvar, kar je zelo pomembno, in tudi to je v Pro-Vitality Plus, imate noter malo joda, ki je potreben sicer za ščitnico, ampak nasplošno za vse presnovne procese. Noter imate pa tudi cink. In cink je pa potreben nasplošno spet za imunski sistem. In dajmo pogledati zdaj prav naloge cinka. Cink imamo mi sicer tudi kot prehransko dopolnilo, pa ga tle nimam posebej za pokazati, ampak vam povem, da takrat, za tiste, ki gasijo, ki treba naenkrat dvigati imunski sistem, bo absolutno premalo, če boste vzeli samo Pro-Vitality Plus, ampak vzamete cink posebej. Zdaj pa poslušajte to. Cink dobite drugač v strigah, žitnih kalčki, bučna semena, leča, arašidi, gobe gorčica, kamutova moka, stročnice. Dajte zdaj malo premisliti, kaj ste danes od tega jedli? Pač, a ste danes dobili, a ste kaj od tega jedli, da lahko rečete, moja doza cinka je danes zapolnjena. Jaz gledam mojo prehrano. Tiste 2 čičerike pri kosilu, ali pa par čičerik, vam povem, da je sigurno premajhna količina cinka, to, kar jaz potrebujem za moje telo. No in zdaj, gledajte, kaj se zgodi, ko nam manjka cinka. Prva stvar je padec imunskega sistema. Druga, kako veste, da vam manjka? Izguba vonja, okusa, oslabljen imunski sistem, pojav belih pik na nohtih, poslabšanje sladkorne bolezni, pojav krčev, pojav depresije, povečanje vrednosti slabega holesterola, hormonske težave nasplošne, za moške težave s prostato, neplodnost pri ženskah in pri moških. In kdor ima pomanjkanje cinka, naloge cinka, spodbuja psihično čilost, vpliva na sposobnost krčenja mišic, zmanjšuje vnetje, spodbuja celjenje ran, spodbuja razstrupljanje telesa, predvsem pa krepi hormonski in imunski sistem. Se pravi,
Mi cink vzamemo posebej kot prehransko dopolnilo, ko gasimo, ko je treba hormonsko stanje dvigati na višjo raven, ko je treba psihično stanje dvigati na višjo raven, ko je treba imunski sistem spraviti na višjo raven. Potem, ko imamo pa mi to že na višji ravni, pa ohranjamo stanje s Pro-Vitality plusom. Ko? Lejte, ja, vem, mogoče razmišljate, jo, toliko veliko stvari je, ampak bolj so kombinacije, veste, takrat nekdo, ki je opustošen, to je tako kot opustošena zemlja. Če imate nerodovitno zemljo, veste, da boste mogli dodati svežo zemljo zraven, da boste rabili dati gnojila, da bo treba nekaj narediti, da bo zemlja spet začela funkcionirati, medtem ko zemlja, na kateri recimo kolobarite in menjate neke kulture, pa majčkeno pognojite, ne rabite veliko, da ta zemlja dobro obrodi. Pač odvisno, koliko vlagamo v svoje zdravje, ker kdor do zdaj ni nič naredil za svoje zdravje in je bil predvsem redna stranka farmacije, po vsej verjetnosti bo mogel nekaj narediti v tej smeri, da svoje telo spravi na višjo raven. In potem, ko spravi svoje telo na višjo raven, samo vzdržuje in seveda, če imate neka zdravila, dajte se posvetovati z zdravnikom, pojdite na redne kontrole in merite vrednosti. In kakor se bo začelo stanje izboljševati, predlagajte, da vam zmanjša dozo zdravil. Ne pa tega delati sami. Aj prav, ne pa tega delati sami, zato ker se veste. A vam raje eno zgodbo povem za konec. Ena gospa v moji skupini je bila leta nazaj, se je odločila, da zdaj ima pa dosti tablet, da bo shujšala, da se bo spravila v red. In ona je vzela dopust, 3 tedne meni se zdi. In je vzela paket za hujšanje, se pravi šejke, pa podobno kombinacijo kot Pro-Vitality plus, in je v 3 tednih shujšala 15 kil, kar je absolutno preveč. Pač jaz nisem za tako drastično hujšanje. Poleg tega je šla k frizerju, zrihtala frizuro, si predstavljate, po 3 tednih je prišla, pač več kot 10 kil je shujšala, mislim, da, ja, 15. V glavnem, odločila se je, da je več tablet za pritisk jemala, pa še nov avto si je kupila, na leasing. Pametno, a ne? No in potem je ona začela šparati pri sebi, ne, ker je imela leasing. In seveda leasing stane, servis za avto stane, ta boljše gume stanejo, pa olje tudi stane. In je zmanjkalo denarja, no ja, pri sebi je začela šparati. Ne, ona je takrat rekla, bom jaz z vitamini, in je začela vitamine jesti za pritisk, pa za holesterol, pa dala še stran tablete. No, pol je pa pač vložila ves denar v avto in je začela pri sebi šparati in jo je kap zadela. Zato pravim, nikdar, če imate tablete za pritisk, za holesterol, ne delati na svojo roko nekaj, lepo počasi v sodelovanju z zdravnikom, vi delajte vse, kar je v vaši moči, da boste spravili svoje telo v ravnovesje, da boste nahranili svoje telo in v sodelovanju z zdravnikom manjšate zdravila in verjemite mi, da se jih lahko rešite. Počasi, ne pa naenkrat. No, v glavnem, Silo je tukaj še napisala, da cink veže še nase težke kovine, ja, sploh tisti, ki ste cepljeni. No, zdaj bomo pa ta zadnjega pogledali Beta-Guard. Beta-Guard je pa prehransko dopolnilo, ki ima notri cink, baker, selen, jod, krom, B2, B3, B6 vitamine, pa ima potem še noter C-vitamin, pa ima karotenoid, pa E-vitamin. Za vse tiste, ki ste cepljeni, rabite pobrati težke kovine ven iz telesa. Ne vem, če se tega zavedate, če še nimate nobene posledice, bi bilo res čas, da nekaj naredite v tej smeri. Vzemite Pro-Vitality plus, 1 vrečko na dan, in vzemite zvečer, se pravi, vse to vzamete zvečer, vzamete Pro-Vitality plus 1 vrečkico, to so 4 kapsule, poleg tega pa vzamete Beta-Guard, 2 tabletki. Beta-Guard jih je 90 noter, se pravi, imate to za 45 dni, imate Beta-Guarda, Pro-Vitality imate za 1 mesec.
In boste videli, kako se boste po enem mesecu in pol počutili. Boste videli. Neverjetna sprememba bo zato, ker bojo šli hormonski motivci ven, težke kovine bodo šle ven in ta kombinacija, ker boste imeli v bistvu C-vitamin, E-vitamin, karotenoid, cink, bakar, selen, jod, krom, recimo krom, mineral krom preprečuje željo po cukru. In zdaj za vse tiste, ki kar naprej malcate cukr, v tem primeru pa lahko vzamete super kombinacijo. Ne vem, če sem vam že govorila, ampak verjetno sem vam že. In to tisti, ki ste sprobali, sploh Silva je to sprobala. Silva, daj mi nekaj povej, ti si ful shujšala, ne da si. Daj prosim napiš, ti si shujšala, ker sem te videla, da si shujšala, ker pač ne je več sladkega. Ampak vam povem, kombinacija zjutraj na tešče. Vzamete fiber, eno tabletko, 120 jih je noter, se pravi, je to za 120 dni, in vzamete eno tabletko zjutraj na tešče Botanical Balance. Botanical Balance, tukaj le nimam nobenega slajda, Botanical Balance, a ja pa imam, lejte, Botanical Balance je kombinacija kurkume, cimeta in kurkumina, vsebuje pa alfa-lipoično kislino in ta alfa-lipoična kislina vpliva tako na trigliceride, kot na razstrupljanje telesa, kot na dobro delovanje možganov, obnavlja jetra, obnavlja živce, popravlja oči. To je krasna podpora, tale Botanical Balance, za vse tiste, ki ste neprestano lačni, pa ne lačni. Piškotek tukaj, čokoladka tam, kar naprej bi malce ali nekaj sladkega. V tem primeru vzamete Botanical Balance in vam povem, ta kombinacija skupaj s fibram dela čudeže. Silva, koliko si shujšala? Daj prosim napiš, zato ker si laž, ne, po kilah si sigurno, ker sem te videla v soboto in v soboto pač 100%, takrat, ko sem te zadnjič videla, pa zdaj sigurno. Tako, jaz bi rekla, da zdaj v teh 2 kilograma sigurno manj kot takrat, ker sem te videla na knjižnem sejmu. Pač vidim, da pač ti kar kupniš. Neverjetno. No, v glavnem, zdaj pa da vam še za konec povem, ker smo že 1 uro, za vse tiste, ki mogoče razmišljate, rabim prehranska dopolnila. Lejte, dajte se vpisati v podjetje Neolife, ker tukaj dobite 25% popust na prehranska dopolnila, nimate nobene norme, nimate nobenih obveznosti, včlanite se na ta način, da pišete tistemu, ki vam je dal tole povezavo, se pravi, lahko meni, lahko od tistega, ki vam je poslal povezavo za tale mail oziroma za tale predavanje. In kaj se lahko zgodi? Pozabite na te cifre. Vi imate 25% popust za sebe. 1/4 cenejše imate izdelke. Zakaj so taki popusti? Zaradi tega, ker mi nimamo, to ni prodaja v trgovinah in logika podjetja Neolife je, da namesto, da bi dali zaslužek trgovinam, dajo zaslužek distributerjem. In to pomeni, postaneš član, ni treba, da distribuiraš, da nekomu naprej poveš, ampak samo za sebe, za začetek za sebe uporabljaš prehranska dopolnila s popustom 1/4 cenejš. In pa ne vem, lejte, ko imaš pozitivno izkušnjo, hitro kakšnemu naprej poveš, mene so boleli sklepi, pa me ne bolijo več. Jaz sem imela slabo kri, pa se boljš počutam. Pač svojo izkušnjo povemo naprej, ne veste, kam vas bo pripeljal, in za to skupino, ki je včlanjena, ki je moja skupina v četrtkih, imam posebna izobraževanja, bolj podrobno o vitaminih na splošno, delamo tudi meditacije, tisto, kar bom pa učila to mojo skupino, je pa zdravilstvo nove dobe. Jaz verjamem v to, da je čas, Vsi smo že prišli do zaključka, da bolj kot letaš okrog zdravnikov, bolj si bolan. To je dejstvo. Se pravi, iščemo naravne rešitve, iščemo rešitve, kako si pomagati na naravni način. Zato vedno govorim o tem,
kako telo kaže pomanjkanje hranil, ker naše telo je živo in nam hoče sporočiti, po osnovi smo nepismeni. In zato učim in verjamemo to, da ta novodobni, ne morem reči zdravnik, pomočnik ljudem pri dobrem počutju, bo tisti, ki bo imel nekaj znanja, ki bo z naravo znal pomagati ljudem in ki bo imel nekaj znanja tudi o energijah, zato ker v osnovi vsi živimo v svetu energiji in te energije so še kako aktivne. Tako da vsi jih občutimo, tako da ja, ta geslo, ki ga imamo, delamo pozitivno razliko v življenju ljudi. Ampak pustite druge ljudi, naredite najprej v svojem življenju pozitivno spremembo in boste videli, kako se boste počutili. In to je nekaj, kar je res nekaj neverjetnega. Izdelki, ki delujejo, in če date to prehransko dopolnilo še na matrico izvorne kode svetlobe, o tem sem tudi že govorila, se še za 50% poveča moč teh naravnih sestavin v naravnih prehranskih dopolnilih. Dajte pomisliti, kako si lahko pomagate. Pač obstajajo rešitve, samo znanje rabimo. A je to tako? Tako da uživajte, vse dobro vam želim, dobro spite, se pravi tisti, ki boste poslušali posnetek, verjetno ne boste spali, ampak v glavnem želim vam vse dobro, delajte pa absolutno tisto, kar je za vas dobro, kar vi čutite, da je za vas dobro. In od vsega tega znanja, kar ga dajem, vzemite tisto, kar vas pokliče, in to je sigurno prava rešitev za vas. Tako da lahko noč, dobro spite in vse dobro vam želim.